Branko Gradišnik. Jaz sem že v napovedi napovedala, da verjetno se lahko tudi tja presedem, ker bi se znalo zgoditi, da ne vem, če bom prišla dosti do besede. Skratka, na prvo mesto bom dala od opisa deli nalog, kot se je reklo v starih časih. Radoviden opazovalec življenja, pojavov v sebi in zunaj sebe, prevajalec, publicist, pisatelj, ki pa pravi, da pravzaprav zdaj ni več pisatelj, ampak pisec, ker piše samo še tisto, kar je res, oziroma misli, da je res. Sem se prav? Okay. Mislim, da je prav. Ja. In to bi znal biti eden od večerov, povej mi, kaj bereš, povem ti, kdo si, ki bo zaslužil to ime, ker takoj, Branko, ko so se začela dogovarjati o knjigah, ste povedali, da... Sam tikanje, prosim. Samo Cerarja onikam, tikam obenganje in potem smo planeti. Si povedal, da to niso knjige, ki jih priporočaš, ampak knjige, ki so te zaznamovale. To si posebej izpostavil. Tako da, kaj bi ključ tvojega izbora, teh 5 knjig, ki so pa tukaj danes v duhu in ne v telesu? Ja, zdaj imam en problem se. Najprej povem, da od knjig, če ste normalni bralci, pa veste, da se od knjig zapomnite malenkosti. Zapomnite si mogoče 2-3 prizore. Če je dobra knjiga, si zapomnite 2-3 prizore. Če ni dobra knjiga, si zapomnite, da je slaba knjiga, pa neč ne veste. Tako da, nekaj podobnega so tudi te knjige, v katerih bom danes govoril, jaz se tudi nisem od zapomnil. Ampak, kot verjamem, da, in kot vsi vemo iz psihologije, da si otroci, ki jih trpinčijo, ne zapomenijo tega trpinčija, ker vse potlačijo, ampak se vse to upiše in gramira v živčeve in tudi zdaj v zreli dobi pride na plan in se traumatološki, traumatski vozi zadrnejo, isto je s knjigami. Mi si sicer nič ne zapomnimo, ampak te knjige se upišejo nekam v živčeve in nam potem nagajajo v zreli dobi. Tako da, govorim pa seveda jasno o teh prvih pomembnih knjigah, to so vse knjige v začetku. Moja teza je, da ljudje ne bi smeli prebrati več kot da jim ni treba prebrati več kot 100 knjig o življenju. Če odštejem čebelce, pa pionirčke, pa take reči, ker možnost, da bi v kakšnih od naslednjih knjig bilo še kaj zazvedeti, kar se njim da zvedeti v prvih 100, niste nekaj tudi zimalno. In bolj se potem vračati tistim, od katerih so človeku ostali recimo 3 dobri prizori, pa jih še enkrat brati. Tega ni. Zdaj berem. Tako si me nekako spodbudila, da zdaj berem recimo Nilsa Holgersona, ki ni med temi 5 sicer, ampak z velikim užitkom da berem. In ni absolutno nič žal, da ga berem. In tam sem zvedel, jaz hodam po gozdovih, vsak dan grem 3 ure, sem v gozdu, jaz sem gozdno bitje. Moram reči, da Ljubljana je zelo lepa, mi je že skoraj žal, da ne maram v njo hoditi. Da ne maram v mesto hoditi. Pustim tudi avto, sem pustil zunaj mesta, pa sem se potem prebil tako. Hiter mimo znanih oseb tam, sem prehitil, da ne bi gledal teh okraskov. No, tako da, zadržal sem pri teh 100, med temi 100 bo tistih 5, ker čeprav jaz ne vem več, kjerih 5 sem napisal. Aha, v redu, bom jaz spomnila. Ker so tudi nekatere druge, pa sem se spomnil, da nekatere, William Golding, a sem napisal Williama Goldinga? Nisem. No, ta me je zadev leta, ne vem, 2002 mogoče, to bilo, da sem čisto drugače začel gledati na naravo, predvsem. In če gledaš na naravo, drugače pa to gledaš na življenje drugače. Tako da recimo, to je taka knjiga, ko bi jo absolutno imel med prvimi 100, ampak sem bil pa preneumen, takrat, ko sem prvih 100 prebral. Tako da, mogoče je zdaj bom že začel govoriti kot tanc, in to je to. Tako da potem imamo lahko še rezervnih 100, če bi v nek prvih 100 nismo najbolj posrečeni. Imamo lahko, 3-4 gotov. Recimo, omenil sem, mislim, da prva knjiga, ki sem omenil, je Jerome Klapka Jerome. Tako. To je knjiga, za katero si mi napisal, pa bom kar citirala. 3 možje v čovnu, da o psu niti ne govorimo.
da je to bila knjiga humorja kot pobeg, ker si bil introvertiran čudak, preganjan od sošolcev, a sem se rešil skozi humor in zastraševalno mimikrijo. Imel sem tudi strica s smislom za humor in ta knjiga je iz obdobja 8 do 10 let. Ja, to je res. Ja. Pa še ena je bila, Smeh stoletja od Krušnika. Jaz sem se rečil, da sem odraščal v času, ko je sicer je bila nekakšna otroška literatura, ampak je niso pehali v glavo ljudem v šoli. Ne. Ni bilo tega, ni bilo bralnih znač, ni bilo teh raznih priznanj pa tega. Ne. Tako da jaz sem recimo bral, fotor je imel sobo tako tu za eno osmino tele, ne, in potem je imel stene obložene s knjigam. On je tam sedel za svojo mizo in je štropotal od jutra do večera za tistim strojem in tam so bile pa knjige. In jaz sem se naučil brati, ne da bi kdo vedel. To je bila taka anekdota. Izdal sem se, da znam brati. Naučil sem se brati, ker sem risal njemu nasproti za njegovo mizo. In kadar je on si kaj zapisoval, sem jaz tiste črke, potem pa še brat. Ja, brat je bil pa 5 let starejši in je tudi pa se moral učiti za šolo in je pisal, jaz sem pa na drugi strani sem vedal, da sem mogel sedeti. In se naučil tako, da poznaj, ko me je policija zaslišvala, mi je recimo zelo prav prišlo, ker sem znal brat, kaj me bo on vprašal, oziroma njegove komentarje, ne? To zelo prav pride, ne? Podrobno sem gledal, med tem, ki je pisal, ne, se je tudi delal en zapis, ker sem se lahko pripravil, ne, to je to fajn. No in enkrat je bilo tako, ker sem bil 6 let star, se je pogovarjal oče z enim nesrečnim pesnik, Tone Vodnik je prihajal k nam, nesrečen bil zaradi tega, ki je 60 cigaret pokadil v 4 urah, pa ni hotel domov. Sta bila starša strašno nesrečna, ker je prišel. Pa debatiral je, ne, so bili še intelektualci starega kova, ne, oni. Naslednja generacija so bili pijanci, ne? Ti so bili pa sam kadilci, ne? Tem so se razlikovali. In ko odhajal je pa nekako oče rekel, ja pa sej to najdeš v mojem v Hermanu Volku, takrat je prevedel očitno Herbert, to sem poznaj pogledal, kako je to bilo. In on je rekel, Hermanu Volku, v katerem pa, Herman Volk je bil takrat, Marka se je tudi poznaj so delali, poznaj je bil znan za tega, so delali TV serije, Sever, ne, Vojne vihre, nekaj. Pa sem jaz rekel, Stal, kjer sem se nekaj igral kot avtističen otrok, ne, se je rekel, uporna ladica in ne, to je bilo uporna ladika, ne. To je moj fotel prevedel in to je bilo popolnoma zanje, to je bil prvi šok za mojega fotela. Da znam brati, da se naučil. Pa me je preveril tako, sem moral brati nama, daj, dam, pa to, pa sem vse znal. Ne. Ta drugi šok je bil pa pol, ko sem bil 12 let star, ko je ugotovil, da sem kratkoviden. Ker sem moral, spet me je branje izdalo, ne. Ker sem v Mariboru smo šli na grob od pokojnega detka in jaz sem moral hoditi bližjih na grobnikov, da sem prebral, kdaj je umrl. Tako sem iskal rekorderja, ne. 12 let sem star in sem šel tam odblizu in rekel, poslušaj, zakaj pa ti tam to gledaš? Kaj pa tam piše? In še danes vi kaj pisali, Pobrežje 13, ampak jaz nisem videl. Smo mogli iti pod hišo, ne? Pobrežje 13. No, pa so pogledali, da sem bil od branja. To je prva knjiga, ki treba prebrati, je Branje škodi vašim očem. Ko ste 10 let stari, se začne tako imenovana bralna kratkovidnost. In ker optiki živijo in okulisti živijo od vaših bolezni, vam noben ne pove, da je treba nositi samo plus 0,5 očala, pa bo ta kratkovidnost ostala na 0, ampak vam rajter pripišejo 20krat naočnike, pa še LASIK operacijo. Tamle je reklamerka tega, po mojem, medicinsko nemoralnega početja. No, ampak preden se spustimo v to vrstne dileme, tako da bomo podrazno, pojdiva še v čovn s temi 3 možmi, da niti ne govorimo o psu. Oče je govoril pravilno slovensko. Mati je bila pa Hrvatica. Vse je sicer naučila slovensko govoriti, ampak je oče vedno učitelj, je popravljal. In čeprav je moja mati verjela naukom, da je treba, da ženska pred prebirom mora iti v kopalnico in potihem zajeti v usta vode in potem priti nazaj. Tega ni delala. Tako, ampak v glavnem, ona ni znala slovensko govoriti.
on ni znal slovensko govoriti. Kaj se je izkazalo šele, ko sem me pripeljal v šolo, prvi razred, jaz sem prišel, drugi so govorili ljubljanščino, jaz pa sem govoril neki čudni jezik, ki ga nihče ni razumel. In so tako delali. Še mi je mama torba nosila, prvi dan me je pripeljala, je bila zaščitniška matka, Torbič, sem tako rekel. Torbič! Še preden sem stopil v razred. In pa so me preganjali, ne? To je bila osnovna šola, 5. osnovna šola Center, to je bilo tam, kjer zdaj prebivajo Cemarji. Se pravi, tam na unem mestu. No, tam, kjer je zdaj Cankarjev dom. Jaz sem pa na Cankarjevi stanoval, da tam so me preganjali, pa tepli, eni iz Kolizeja. Pa je moj brat, ki je bil tako starejši, njih preganjal, pa tepil do Kolizeja. Pa so njihovi brati, ki so še večji njega preganjali, pa tepil Cankarjeve, ne. No, in tako je bilo, ne. Tako je bilo, mavžanje, vse to je bilo. Pa sem enkrat eno stav na hrbtu razbal, tak mehen stavček, ki je bil že razmajan. Pa sem je pa malo začel sprašovati, ampak potreboval sem vsaj do 6. 7. razreda osnovne šole, da sem prišel v štik, da sem postal smešen. Da sem postal ne smešen ha-ha, ampak smešen ne? Zabaven. Zabaven, ja. No in to veliko mi je dal Jerome, to sem jaz srečal, zato sem povedal to. Zato sem se to pravil. Da povem, da sem imel možnost po očetovih knjigah tam brskati, ne. Ni mi nič branil. Se spomnim Vzgoj srca, da sem prebral in še zdaj lahko nekaj, kako so bili oblečeni. Nič drugega nisem opazil, da je to ljubezenski roman, ampak tako, oprema so, pa to, mi je bila pa prezemi, še danes vidim nekaj, Madame Bovary, to sem se nekaj. Idiota sem se začel pred 11 letih, ampak ga nisem prišel skozi, no. Ampak recimo pri 14-13 sem pa človek iz Podpodja sem pa prebral za 13-14. Ja, pri 14 letih že zapiski iz Podpodja in napisal si mi v mailu, ko so se pogovarjala, da takrat na psihologijo nisem dal nič, ker pri 14 letih se ne čudim tako zelo, ampak skozi zadnja vrata me je pripeljal noter Dostojevski, ki mi je pokazal, da lahko človek ravna proti svojemu interesu. In pri 14 si v bistvu to že... To je v puberteti, ne? V puberteti smo vsi taki, kot je bil Dostojevski šel iz Podpodja, ne? Njegovo stališče je nasprotno komu že, Černiševskemu. Černiševski je napisal, ne? To je bil tak pozitivist, temu se je rekel, to so bili taki nauki, da človek vedno ravna v skladu s svojim interesom, ne? Racionalnim interesom. Je pa bil ta glavni interes, ja, vsak bo imel več od življenja, če se nama kreira, ne. Tako nekaj, tako je bilo, ne. Nauki so bili podobni tem, ker vam v vrtcu povajajo vzgojiteljice. In to ni šlo in Dostojevski je bil prvi, po mojem. Jaz se ne spomnim tega romana Tristan Shandy, no, ki bi tako na eksistencialen način razbijal te iluzije in to je bila ena fenomenalna knjiga, ki jaz tako sicer nisem celo razumel, dala mi je pa distanco do mene same, razcepla je moj ego na opazujočega in doživljajočega. In čeprav sem jaz bil idiot, čeprav sem se pliral, jaz sem začel kaditi pri 10, piti pri 11, hodil sem na Poljansko gimnazijo, sem že vedno na en rum v daj zjutraj, ne, recimo, ne, pa tak, bil sem francoski intelektualec, testirali nekaj tazga, ne. Pri 12 letih. Ja, sem mogel biti, ne, ker sem imel očala. To je francoski intelektualci lahko imajo očala. Pa 12, vse je bilo normalno. Moj brat je bil 5 let starejši, jaz sem imel njega grozen brat, kar je on delal, to sem delal jaz. In on je začel kaditi pri 14, jaz sem začel pri 10. Se spomnim, da sem goltal. V želodec mi šel dim, ne, nisem razumel, kaj je princip inhaliranja, se ni rekel niti inhaliranja, kaj je on rekel. No, je bilo tako, da sem potem, pa 14. spomnim sem prvo punco spravil v poslo in ko mi ni dala, sem vedel, da mi je vlak zadnji pogen. In sem bil popolnoma psihično devastiran do 19. leta, nisem imel seksa razen sam s sabo in kar je bedno. Čeprav, z gradišnikom seks sam sabo.
in je bilo to žalostno in sem bil čisto povožen. Tako da vse se je prej dogajalo, nobene kontrole ni bilo, družbenega nadzora ni bilo nobenega. Sve so prišli policaji, pa so te tepali. Smo prijatelja Marko Gestrin, tega Tverta Gestrina sin, stanovega Gestrinali. So prišli policaji, kako se pišeš? Gestrin, kje ste našli? Na Gestrinali? Ne, bojn! Drug prijatelj Jure Detela, v Kraljevico, gremo nazaj, on prav, joj, malo ustavite, smo mogli ustaviti, pa je šel nazaj, nekaj gledati, smo šli za njim, smo se bali, kaj smo zgodili, za Vinko ga najdemo in je gledal eno gumo eksplodirano od tovornjaka. In mislil, da je kačalo, da smo jo pogozili. In gled prijo policaji, jaz s svojo spretnostjo, šli smo pa po mojo najstarejšo, se pravi, tega je že kar nekaj let, ker je bila še nekaj v Kraljevici, na koleniji, po koleniji. Pa so nas popisali, in pa se spomnim samo ga policaja, ki je pogledal Jureta in rekel, ej, jeste bil v armiji? Ne, še ja. Pa je nečeš biti. Taki smo bili, neka robata kontrola, neke vrste anekdotična kontrola je bila, ne? Ni pa bilo tega totalnega pritiska, kak imate zdaj, ko se je treba biti pedofilov, ko se je treba biti alkohola, ko se je treba biti vsi tega normalnega, teh normalnih sten, ki jih je treba razmakati, ne? Ko rasteš, moraš razmakati te sten. Ne moreš drugačkati, zdaj pa morajo skrivati z drogo, zaradi tega, ker je, če je vse prepovedano, pa je čisto en, pri čem začneš. Veliko boš bilo, da sam droga prepovedana, ne? Drugo bi pa izrečno spodbujal. Kar sicer delajo na en tak subtilen način. Ne? Če se vrnemo k Dostojevskemu, ja. Na kak način so zdaj ti zapiski izpod podja tako globoko vplivali na 14. Ja, samo to, tam sem imel človeka, ki je ravnal enako jaz, ker Dostojevski človek izpod podja je sicer star koliko 50 let, ampak ravna proti svojim interesom, nenehno. Njega, se spomnim, tam so, manj se spomnim teh filozofanc, ampak spomnim se 3 poglavja. Prvo poglavje je, da je tam en oficir, ki ga nekako ne opas in oficir gre vezno proti njemu, mimo njega kao, da ga nema. In potem on si nabavil en plašč, krasen, boljše vrste, tako, in gre in se zaleti v tistega oficira. Zato rab 20 strani. To so tako, kad kdor od vas, vi ste sicer resna publika, vidim, ker sem meni ne smejem, ne? To sem vas že zdaj določil, da ste slaba publika zame, ne? Ker sem jaz prostak. Ne? Tako da veliko med vami, ta gospa recimo tle, me gleda popolnoma na Mariboden. Zdaj se mi zasmejala. Zakaj pa je ta idiot zdaj tle prišel na Zuripa? No, če ste taki, ker bi si je želel, da ste, pa ste gledali Seinfelda. In Seinfeld je en George Costanza. To so take zgodbe. To je sam, da niso na smešen način napisane, ampak na agonističen način so napisane. On gre si nabav plašč, zaprav celo plačo, zato je na koncu gre in ga butne, pa še vedno spet ne opasne. To je prva zgodba. Druga zgodba je, da ga sošolci eni srečajo in rečejo, praznovali neko maturo, kaj imajo, matura. To je čisto, to so moji primeri, jaz sem George Costanza. Samo da tega nobenemu ne pokažem. In gre on kje in so tiste blamaže in najprej se oni zmenijo, kako on, nekje se ga čakajo, on pride, pa ga ni tam, ker so oni že šli drugam, pa pride, pa jih nekaj, ko pride tja, v gostilno so že vsi pijani, on jih ne more dohiteti in ko se končno on napije in ko se skrega z njimi totalno, grejo oni že v kupleraj. In potem, ko pride za njimi, so oni že z babam. To je krasna zgodba, to je genialna zgodba. So oni že vsake po svoji babi in tam je pa ona Liza edina, ki je še ostala, najslabška je. Ona Liza je pa ena taka prijazno bitje, ki pa on v svojem jadu zjebe znanje, ne? In pove, kako bo ona propadla. In ona najprej, ona je optimistično bitje in potem pa nekaj je ena šibka točka v njej in takrat ona opaz, da je on človek in ga poboža in ga pomiluje. Ne? In on se jih za, ne vem, pol minute prepusti in pogresta k njemu in novo življenje so začeli, takrat je pa do konca pogost. In ko je do konca pogost, ona odide in on je pobožen, ni nikoli več ne vid, govori si, no sej, ona se je očistila se skozi to trpljenje. To je nora knjiga, to je, tamle imam znamko prijateljico, najboljš prijateljico.
ki je ruščino študirala in ne ve, da je to brala. To je sramota. Kako je mogoče tako knjigo, da ni brala. Ne? Povem, Milena Gleščič se piše. Zapište si, pozabil sem pa naslov, bom dal telefon. No, in to je ta zgodba. In se spomnite, to sem pa bil pameten, pa 17 let, da sem rekel, čakaj, kako je on nikoli ni videl, se mogo samo po pleraji zdaj, ne? In še zdaj ne, mogoče je sicer kakšna caka, da nisem videl, da je med vrsticami, da je gre samo mor narediti. Možno, da je šel tja v pleraj, da ni videl, ampak ni to napisano. Ta tretjo sem pa mislim, da je pozabil. Zdajle, ampak so take, to je Vrnobrnen Kafka, ne? Vrnobrnen Kafka. To je človek, ki reče, ne bom si delal brloga. Ampak še vedno je, in je potem nasršen, vse to je, in se dela narcisa, in se dela agresilca, in kar je le možno, pa da bi to šel. Ampak bistvo je pa, da je nenehno, če se njegov ego odloči za A, mu nenadoma takoj tisto kontro dobi ali od superega ali od ida, to ni, kregata se superego pa id za njegovo dušo, ne, da tako reči. In po Freudovo, ne. In je tako kaj jojo, na eni vrbici, ne more ven iz tega. In taki so pubertetniki in tak sem bil tudi jaz. In takrat sem imel to srečo, da sem to opazil. Jaz sem še vedno vesel, ko sem se prvo želel poročil, sem šel, je ne vem, nekaj rekla, pa sem šel ven, pa sem štel do 1000, bo prišla za malo, ne. Razumeš, to je to, ne. To je človek iz podpodja, bedne, da se zlezaš nazaj podpodje. Ampak sem vedel, se pravi, neki opazujoči jaz se ni strinil. Jaz sem zgubil, pa mi je midnight, jaz sem znorel, tam sem enkrat ene nože vrl, en nož se spomnil, sem vrgel čez okno, da se nekaj izgodil, pa je prišel, ko je to Macijo? Tam je na Poljanski 20, kako možeš? Skoro sem mu ga zadev, ne. Se to je bilo najhuj, kar sem naredil, ni bilo najbolj nizkotno, kar sem naredil v življenju, je bilo pa najhuj, najbolj nevaren nekak in tist nož. To je bilo en tak prizor, za katerega zdaj tle nimam žile, nimam aorte, nimam karotide tle. In to je bilo tako, da ta prizor se je naredil s tem, oba sva se pila in sva imela 100 pipers, take iz svinčenja, to je edini primer, da sem imel rok svinčeno steklo. Ko si kupil viski, 150 sem pil, 100 pa, moja žena pila, saj iz tega nisem opazil. Ker je ona pila po žensko, bolj gospodičniško, ne, tako, da ni bilo to za opaziti, pa vse vsega. Saj pa, če je bila taka kultura, če zagaša. In sva se najbrž napila oba in tist, kozarc, jaz pa prišel in sem rekel, veš kaj, če imaš to proti meni, mi to pokaž, na, tle imaš kozarca. In me je trežila po sencah, ne. In ni se razbal kozarca. Če ti je v redu, če ti pa še čutiš še nekak, da še nimala poračuna, pa še enkrat. In je 7krat zapored udala. In 3 dni zatem, to je čisto resnično zgodba, 3 dni zatem grem po Miklošičevi, meni se reče, prav, imaš pa tle? Sem rekel, kaj? In sem imel aneurizmo, ne, tako, za frnikulo. Pet s tem takoj, bil je Peter Srakar, ki je bil, ni študiral medicine, ampak je vse vedel, tako je tudi alkoholik in je tudi umrl nesrečno, tako zelo tragično. Tist dan, ko smo v mamo pokopali, se je obesil. Ker je živo od njene penzije, ne zato, ker je tam šel dobro. No, kakorkoli, bil zelo fejs, moj prijatelj, fant je rekel, dej, laufi, tole ne bo dobro. In sem šel tam na Metelkovo, so me sprejeli, mi je takoj ligatura spodvezal, gor, ven, odrezal in tako je bilo pol v redu. To je bilo pa v redu zelo, ampak mesec dni zatem sem pa začel dobivati migrene. In ne, sem pa zahteval, da sem šel na pregled možganov, to je bila tle angiografija, tle se te dali tako žičko, z lučko, pa z brizgo, pa so ti potovali po karotidah v glavo in se je seveda, da ne bi šel na to, ampak je bil Škrabec Miha, ki je z mano violino igral v glasbeni šoli, je rekel, za dialog, ne, rekel, pa sprema? Čik, 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 pa sem šel, ne, pa rekel, sem rekel, kaj, a ni hudga, ne, nekaj pa rekel sem. Pa ena ki poseke, Brane, zdaj bod pa čist primer.
od zdaj naprej. Pa sem mogel biti pol ure čist primer, da nisem umrl. Vmes je pa govoril, ena hitro, sam ne se smejati. Kaj imaš raje? Da te kača v oko pič ali da te osem nategne? Sem rekel, Ne se smejati. da me kača v oko pič. Je rekel, pametno odločitev, ker tako samo eno oko zgubiš. Ampak to je rekel zato, ker zdaj ti mu dali, pa mi je dal 2 litra kontrasta v možgane in to je res, da te osem nategne, glava ti zraste, to je vse, res si takrat, kdo je gledal Total Recall. To pa ne vem, tisti, ko Seinfelde gledate, ne gledate Total Recall. To je bil en film Schwarzeneggerjem na Marsu, kjer zmanjka zraka in Schwarzeneggerjev obraz, ko se napihe. Tega se vedno smo. No, in sem preživ, pa čist brez veze sem to delal, sem rekel, zato, češ, jaz sem rekel, jaz sem se zadel vrata. Pa sem rekel, ja, ampak toliko se nismo mogel, to je nemogoče taka aneurizma, zato sem se 7-krat zapored zadel. Sem rekel, ne glede na to, ti moraš imeti, noter moraš imeti take reči, ker ne glede na to, tudi če se te nekaj tepel, taka aneurizma ne more nastati, kot če ni material slab. In to je res, genetsko smo kradišniki slabi, kar se tiče mehkih tkiv. Pa zelo dobri, kar se tiče trdih. Okay. No. Ampak zdaj se mi zdi, da smo že toliko slišala v bistvu zgodb, ki imajo potencial za naslednjo knjigo. To je življenje. To je že kar za Ruglja. Kako si se srečal z Rugljem, dolga pot vrnitev alkoholika in njegove družine v ustvarjalno življenje? To je bilo leta 1981. Kaj je bila prejšnja knjiga? Dostojevski. Ja, to smo povedali do konca. To, glavno, to mi je pomagalo pol, to distanco ustvariti. Ruglj je bilo pa tako. Jaz sem živel v zelo nesrečnem zakonu, kateri sem se anesteziral z alkoholom pa z delom. Delal sem, včasih sem naredil, moj rekord je bil, nisem 2 avtorski poli pa pol v enem dnevu. Izredno hitro delam, še danes delam, lahko pol na dan, recimo zložil. In to je pomenilo, da si zjutraj vstal, pa malo si se otroki pa igral, pa si pa delal, pa nosil v vrtec, iz vrtca, pa to, pa drugač pa delal. Vmes si pa zažel tam ob enih, recimo, en kozarc vina popil, ali po 4 drugega, po 7 tretjega, pa so pa prišli Kalčič pa v banda, file, pa si pa pil naprej, en liter na dan sem sicer popil. No, v glavnem, to je šlo pol naprej in v enem trenutku, ko sem jaz bil star 30 let, se je moja tedanja žena odločila, da bomo kupili vikend in zaradi tega vikenda sem jaz moral pol narediti izpit za avto, kar sem sovražil, da se je identificiral na skrivaj ves čas fotel kolesar, nosil je manduro, prevajal je, nosil špegle. Mir je bil. Ne, v veliki sem se identificiral z njim dejansko, musko, imam rad klasiko in on je imel rad, ne. Sem se pa tudi kontraidentificiral, eni stvari sem pa črna ovca postal, pač, kar je pa še vedno identifikacija. No, in sem se mogel naučiti voziti, zato sem prikolico prekleto vozil na tisti vikend, da smo ene materiali pa take stvari, da se je prenehtel. In tam so eni delavci, tisti delavci so me tudi enkrat izvorijo na en drevo vlekel, ker so bili goljufi, so pričakovali, da najprej so me nekaj olupali, pa so mislili, pa še en drug dan, pa sem pa jaz nekaj njih nafiltov, nategnil, pa so me pa, to je bilo. To je malo res material za knjigo, ampak ne morem udostojiti tega, da bomo v vrtnikih pisali, čeprav je dobra zgodba. Po so pa oni šli, je pa še en Jusuf Rečič, ki mi ga je zrihtel moj mladostni prijatelj, odvetnik Piki Ambrožič Dušan. In ta Jusko je bil pa blazno urejo pop, ampak pil je, ne. In potem se tam je naučil piti pir, pa presek je čest. Se pravi, pir je bil pir, presek je bil pa šnops dolenski, ne, ker to je bilo na dolenskem. Se pravi, si popil šnopček, pa si pa rupil 2 deci pira, tako da si ti je dal želoc po poti mir. In takrat sem pa jaz prišel že prišel sem v stanje, v kateri sem občasno se disociral, se pravi, sem imel terapije, nisem vedel, kaj delam.
Zadnjič, ko sem bil tako pjen, je bilo, dal bi se preveriti, kaj dato bil to. Prvič je bil občin zbor Društva slovenskih pisateljev leta 1981 in drugič je bil film Viktor Viktorjev v Komuni. In jaz sem šel na občin zbor, kupil karte za Viktor Viktorja, za mene in pa za mojo ženo, bivšo. In šel na občin zbor in tam se je Rulandec točil, Zlati Pinot, tamle bo recimo moja botra povedala, veš, vse sorte, kakšni so kolegi na občnih zborih pisateljskega društva. Jaz tam ne vem več, kaj sem, ne zmagal sem pa nekomu naročil, da ne pred 9 spravljal do Komune, da šel kino. In spomnil se tudi tega, da se šel kižo, bil sem žena na trž, pa sem noter, sedel sem, blazno dobro to je bil problem mojega alkoholizma, da sem ne blazno nesel, jaz sem 3 litre popil. Sej, tako govorim. A kdo od vas misli, da nisem pijan zdaj? Če me poslušate, ne? Vsi mislijo, da sem pijan. Se pravi, takšen sem, ne, zelo težko je tako, da se poznali, pa če nekaj popije. Kaj pa ne delaš? Ne, kaj ne delaš? No, in pridemo noter in mora biti v tem filmu, kar jaz ga nisem videl, ampak mora biti prizor, to je neki komičen, ali Pink Panther film, ne? Isti režiser je, Blake Edwards. Mora biti en prizor, kjer nekdo, en detektiv, hod na okolje hiše, da bi nekaj noter videl in ga tam strela zbide. Treč ga, to je očitno bilo komično, ampak jaz tega nisem vedel, da je komično, jaz sem vstal in se rekel, aj doktor, plev! Tako pomaga človeku, jebeno materne, kaj bo se že, šišo, noben jih hodi pomaga. Se je to prezbudil. No, sam to vidim. Pa mi je Denis Polnič že trezen, že 10 let sem bil trezen, pa enkrat z Denisom se pogovarjal, sem bila dramaturg pri mojem filmu, ki sem scenarij naredil, mi pa Denis nikoli nekaj pomeni, da je bil na tistem občnem zboru, da se me je dobro, kako sem se me zapomnil. Kaj sem pa delal, a ti veš, da mi povedal, kaj ti bom to pravil. Pa je pa le povedal. Je rekel, bil si popolnoma normalen, v enem hipu si, oni so bili govore, neki referate, neki obračun, vsi so bili pijani, ampak veš, mikrografu ne bi skozi pijano. Torej, to je obračun v zvezi s stroški, v zvezi z Mikličem. In jaz sem dvignil roko in potem imam pa 15 minut govoril in sem meni premakal. Kaj pa sem govoril? O svojem hrčku, ki sem ga nesrečno zgubil. Vse to pil aha, to ima vse. Tega ti bomo svet. Rekel, zakaj me niste ostali? Rekel, ja. Veš kako? Bil si sicer čist primer, rahlo nasmehlan, ampak vsem je bilo jasno, da prvo, ko se bo premaknil, mu boš skočil naga, pa mu boš vrat pribliznil. In tako je mogel biti. No, in jaz tak sem se v tistem času zavedal nekaj alkohola, ne? Ker moja bivša žena, ki je na skrivaj pila, mi je očitala alkoholizem. In sem tako, za 2 meseca recimo popolnoma nehal, ne? Sem presekal 2 meseca, 3 mesece, pa sem imel eno dipsomansko tako krokarijo, ne? Recimo en dan ali 2 dneva, ne, totalno. To, da sem videl, da še obvladam. Pa grem, tako kot sem danes bil tlele v antikvariatu, grem v konzorcija, sem zelo red hodil, pa gledam, brskam knjige in ta je bila dolga pot. Rugel. Rugel je zame bil samo geografski pojem. Bil je pa razpit, on je ogromno dobro. Morate vedeti, on lahko se reče, da strokovno ni bil najbolj podkovan, ampak je naredil več dobrega, 10-krat, 100-krat več dobrega, kot vsi drugi psihiatri, ki so zdravili alkohol. To te sploh ni dvoma, jaz sem bil njegov poznej tak prostovoljni asistent in sem bil vključen v to in ne da bi se zdravil, ampak čisto sem še po letih poznej, ker še že 8 let nisem pil, sem šel zdraven in jamčil znam. In tudi vse je fama, kako je on, na kakšen način je držal tisto svojo sektor in tako naprej. Vse je fama. Izreden človek. No, in bil je razupit, nekako sem tisto knjigo vzel, odprem, na strani, jaz bom zdaj rekel 129,
pa najbrž ni 129, ampak to je tisto, ko sva rekla. To je isto rekel Lojze Kovačič, s katerim se jaz malo drugo odlično razumem. In sem rekel, Lojze, kako se ti, o njem sem jaz povedal slavnost, moja sentenca je, da Lojze, to se ni treba matrati z razmišljanjem o tem, kaj sem oziril samo eno prejšnjih knjig odprem. Pa lahko piše, ne lahko piše, kaj se mu zgodi. Kako je to možno, da ti posluši? Jaz imam odličen spomin, imam res od dozipke mi gre spomin. Jaz imam odličen spomin, ampak kako pa ti veš vse, kako veš, da je prav kangaren, let pa pol zbil star, pa da se je noter sklonil nekdo z rumeno krvoto, pa se govoril, kangaren, rekelci, kako je to možno? Branko, to je pa tako, moraš se spomniti. Če tiste, ko imaš pa take luhtne, da se ne spomniš, čisto moraš pa posilt spomin. Karkoli je že mislil s tem, ampak je hotel reči, pač nekaj ti pol pade, kot je meni padla ta stran 129, ali pa zadnji sem pisal nekaj o Gartenbeinu, pa imam občutek, da je tam en karlček. Pa če odprl, pa mogoče sploh ni take figure. No, in odprem in piše na strani 129. Alkoholik je po, recimo, Jelinikovi definiciji človek, ki je potem, ko mu je najbližja oseba, da že dvakrat prosila naj neha piti alkohol, še vedno naprej pije alkohol, ker s tem dokazuje, da mu je alkohol pomembnejši od najbližje osebe. Jaz sem padel na kolena, ker to je bilo tako res, da nič nisem mogel drugo reči. In ne morem jaz, bivšo ženo, najljubša oseba, ampak vse. Ni je že kdo najbližje pa vlada. Polista malo naprej, takoj najdem spet. Za ljudi, ki so tik pred dokončnim zdrkom alkoholizmom, je značilno, da se slepijo s tem, da po nekaj mesecev nehajo piti in s tem dokazujejo, da obvladajo. In posem nekaj. Takoj, takrat se to je bilo recimo 2. marca, 8. marca je bil dan žena, sva z bivšo najbližjo osebo, sva šla pol v Slona, v klet in spomnim se, bil je še bučar Bojko, tvoj kolega poznaj na FSP, ne? Moj prijatelj tedajni. In smo sedeli, nekaj muzika, tralala, hopsasa, narodne nošenje in vsega vraga in jaz naročim šnops. Šnops. Oni so imeli pa in sem si ga dal takole. In si ga gledal. Takole sem ga dal. In sem gledal, sem rekel, če malo bolj prav, pol je eden od kozarcev v nizu kozarcev tist, ko ni več vrnitve. Nobene vrnitve. En kozarc pred tem je še vrnitve, je še možno prekiniti. Kaj, če je to ta kozarc, ko ni več vrnitve? Kaj, če je to moj kozarc pred onkraj vrnitve? Nisem govoril tega, nisem govoril najbližji osebi, nisem govoril vas. In pa sem fuknil ga in z tega se je razvijal jasen pretep. Zdaj ni to pjani mir. Kar jaz se nisem nič, jaz nisem nikoli vam. Jaz sem si vključil roke, pa sem se s tem sem izenačil handicap, ki si ga imel, ker si bil dober boksar, ne, ampak če sem vključil rok, si je nekaj udaril. Zanesljivo je udarila, ne. Pa držal sem se tudi tega principa in to vsem mlajšim od 50 let med vami svetujem, če že pride do tega, da je situacija nevarna. Udarite prvi! Udarite, v 90% primerov vas ne bojo udarili nazaj, se bojo umaknili. Če pa pride že do tega, da vas pretepejo, se ga pa vsaj enkrat ušlo. No, in to je bila knjiga blazno pomembna, jasno. Vemo ne priporočam, ker med vami nekaj, ki bi to knjigo rabil. Ampak meni je pa rešil življenje. Pa ene 8 let nisem bil, nisem že pil, pa je prišel Peter Božič, ki veste, da je uničevalec bil, nehoten uničevalec slovenske mladeži, zato ker on je lahko nehal za 3 leta pit, pa je pa spet za 3 leta pil, pa 3 leta nehal, pa 3 leta pil, se pravi, bil je ena izjema. Takole lovil ti svoj kozarc, nekako je razpal. Ampak kozarc ga je čakal točno tem, ki ga je odložil. Sem bil priča, sem šel po Nazarevi, tam so pil, beli pinovci. In jaz sem kavo, sem se debatiral, pride Peter Božič mimo, kaj pa pijete? Sivi pinot. Kaj pa je to? To pa je sploh ne poznam, kakšno to je ena preseravanja ljubljanska, primorska, rečemo, Štajerske.
in je sipnil tako, kot delajo na someljeji. 5 minut zatem se je valil po tleh. Ne, že on in nič razumel. Tam je prišel takoj v stanje alkoholne demence. In z njim sem imel najlepše pogovore, ki je imel eholalijo, ne. On ni mogel, ki je bil res pijan, ni mogel in ni sebe spravil več normalnega stavka. Lahko je sem še ponavljal. Pa so, Petra, živijo! Živijo. Ej, a uspil? Prijel. Zasvetle so se mi oči smekal. Ok, kaj boš? Šnops, vinček ali čaj? Čaj! Resnične zgodbe. Ja, kar veliko zanimivih anekdot smo danes že slišali, ampak kako ste se pa z Janezom Ruglom potem srečala v teh 8 letih? Sej, Božič je prišel in rekel, če grem Ruglu pomagati. Da je Rugl mu ga je poslal. Rugl mu je rekel, Božič je rekel, da bo nekaj pomagal, takrat je vračal v dolg. Najbrž mu Rugl pomagal. In Božič bil takrat poročen, z eno knjižničarko, vse totalno lep življenje imel. Pa Nikolaj Pečenko, ki je en moj dober dopisovalec, nisem ga ponko življenje če je tle, ne mi ne zamer. In jaz sem šel tja, pa on dvomov še vedno, čeprav me je takrat tako fuknil, medtem v teh 8 letih se je pač na novo sral, vse sorte je bilo že tista gladovna stavka v Avstriji, v samostanu, pa tako naprej, vse za razne take afere škandalozne, ki so ti si plemljada. Da bi spomnila in jaz prijem k njemu. Veljali je, da ima sekta, veljali, da je diktator. In jaz rečem, 2 vprašanje imam. Eno vprašanje je bilo lahko zraven. Sem rekel, a je, jaz grem zraven in bom vodil tečaj, jaz sem poznal eno kreatoterapijo, dejansko čisto lepo strokovno utemeljil, sem jo vodil. Rekel, jaz sem to pripravljen vodil, da v sam primer imam čisto proste roke. On je rekel, sveda, kako pomislite. In sem imel, ne samo, da sem imel proste roke, sina svojega samota, ki so najbolj prijatelja, zdaj je v pisu. In moj založnik, a veš, človek, ki mi denar daje, je sin, ne? Jaz pa njemu znoj in kri svojih parkinsonovskih rok. In sam je hodil in se je učil pri meni in se mu je tudi res tudi poznal, tudi ta starmo, ne? Se je kaj naučil pa tako, ne? In je tudi, poznaj sem urejal, en zbornik sem mu mater 3-krat črtu, 2/3, pa je spet zadnji, no, tiste brez veze neke obračunavanja s kobalom, ki ste bila že mrtva kobal, pa kar in tudi klokar. No, ampak je rekel tako, in to je bilo prvo. Ampak drugo je bilo pa res, to je bilo pa nikoli ne bom pozabil in to je velik človek. To je velik, edinkrat sem bil priča veličine in to je bil ta trenutek, da sem rekel, oja, jaz skozi, če se pogledam v gledalo, ampak se ne gledam, ker me je strah, da ne bo, da bom prevelik avtist, sam nazaj ne vem, ampak rečem, vi trdite, da je nemogoče se znebiti alkoholizma zunaj svoje alternativne terapevtske skupnosti. Nikomor ni rad, ali nihče se ni vzdihnil, nihče se ni pobral, vsak poskus je navidezen. In to je res, jaz sem se toliko bal zaradi te njegove teorije, da se spomnim, da eno leto nisem bil, pa sem šel v svoji psihiatrini, da imeli čas šoglan, prijateljcem psihiatrini. Sem rekel, posluši, sem hotel reči, glih o tem, ne, bal sem se disociacije, bal sem se tako, ker se zgodi, da eni samomor naredijo tako, da, razumeš, pišejo pisma, da so jo v četrtek se dobimo tam pa tam, normalno, neki drug njihov del pa kup vrl, pa zrihta prostor v kleti, pa, ne, in potem se ubijajo, noben ne razume, kako to se smaje včeraj, ne, disociacija, ne, dva človeka v enem praktično, ne, in sem se bal tega, kaj če bom se zapil, da nam vedel. Ne? Koliko pri cigaretah se mi je to zgodilo, da sem jih, pa so ti dali marihuano, pa malo tobaka noter. Ne? Nisem vedel, pa sem se zakadil. In takrat sem prišel k Danieli in se rekel, so hotel reči, ne, koliko me tega sem rekel, Branko, ona tudi nja, se še živo. Branko, ti moš nekaj vedeti. Ti se imaš tokrat. Tako se ustrašiš zase, se v oranku ustrašiš. In to mi je zadoščeno.
To mi je pomenilo, da ne bom zihter več pil. Vse sem tudi javno povedal, da sem bil bolj karakterih, še živo sem napovedal. Malo sem imel histerične. To, kar vi danes gledate, je moja histerična preobleka, ki sem si jo dal. V resnici sem bil vzgajan in rojen za človeka s komolčniki in tako sem se tudi čutil, popolnoma gonsko inhibiran, prestrašen pred ženskim spolom. Niso pa zelo mi trese glas. Ampak to sem si pa pol navlekel tako pač histerično preobleko, da razgleda, to je spadal ta humor, smisel, vicmanstvo, nasršenost, pretepi, huliganizem, vse to. No, rečem, jaz sem zdaj pa 8 let ne pijem. Pa to sem recimo, da sem še naštel, da sem nekaj naredil vmesno. Pa sem sicer naredil, nekaj sem naredil pač, v glavnem sem bil čisto socialno uspešen. To sem pa vedel. To sem pa vedel socialno uspešen zaradi tega, ker mi je Hubert Požarnik to povedal, ki ga cenim, ne zaradi političnih izjav, ampak ga cenim zaradi tega, ker smo šli z ženo, njegovo zakonsko svetovalnico, je drugo uro rekel, njej, bivši rekel, gospa, jaz razumem Brankota, da znori, ne razumem pa vas, da ga do tega hočete pripraviti. In ona mu je zamela in mi nikoli spošla. Jaz sem pa ga obiskal redno. Mesece, dokler je ona enkrat rekel, Gradišnik, kaj z vami narobe? Rekel, ne vem, vi mi morate povedati. Rekel, da, ja, a dvojno vidite, a vas preganjajo, imate občutek, imate slabi misli. Ne, malo se bojim se psov, no. Ja, no, to vse pa ne. A ne, to je vse v redu normalno z vami. Potem se sicer skazala. Moja mati, ki je bila pa totalno paranoična, takrat že pisarla škofovskemu ordinarijatu, tismo v Bavconovem odboru, republiški vladi in tako naprej, ovajalna pisma proti njemu, ker je menila, da moje zdravljenje pri njem pomeni, da moj ljubi oče, ki je bil od nje razvezan, vendar ne v božjih očeh, vleče svoje niti, da bi prek tega, ko bom jaz spoznan za norega, ona spoznala genetsko tudi za norega in zaradi tega se bo lahko njun sveti zakon razveljavil. Ja, da spoštovati. To je popolnoma normalno, da nas misli, jaz vem, da vsi imate okus take v omarah, samo malo pomislite. Skratka, pridem in rečem, 8 let sem zlihtan. Kaj boste rekli name? Kaj boste rekli zdaj, glede na svoje zatrjevanje? In zdaj moram ustati, ker toliko sem se počutil, toliko je bil višji od mene. Toliko je bil višji od mene. Rekel, Gradišnik, zdaj ravno pred takih, kot ste vi, imam najboljše uspehe, zato ko mi diskretno sledite. In jaz sem padel na kolena drugič. Prav je imel, sveda sem mu, pred 8 leti sem bral knjigo, sem njegovo bral, sledil sem mu diskretno, sveda. Kako je izgledalo to diskretno sledenje? Tek, pisanje, branje? Ne, tek, ker ne bi se podpisal, bo šlo samo 100 knjig. Nič ne pride tako, da se šel kot ročniki. Nič ne pride tako. Človek tere v tem delu vrta neki kopneš, neki sadiš in potem tam nekje neki zraste. Čist neki zelo nepričakovanega, ampak zelo lepa. Nek plevel, ki ima pa lepe modrec. Tako se to dogaja. Recimo, šel sem v Anglijo 86, do takrat jaz nisem. Jaz sem že neko pit, kadit. Imel sem pa še vedno najbrž alkoholija. Čeprav takrat sem si že prepovedal lagat, prepovedal izmišljavati. Zato sem tako, da to ni histerija, to je samo človek, ki govori, to je prostodušno pomeni sicer prostaško. Ampak jaz trdim, da prostodušno pomeni, da imaš prosto dušo, da imaš svobodno dušo. No in tam sem, v Angliji sem pa padel v tak jasno socialni vakuum, ne, tam nisem imel kam, tam sem sam svojo najbližjo osebo tedanjo gledal, pa se že pa laufat, ne. 45 let star, leta 86 je pa to v Angliji? Točno, bravo.
Ja. Telepatija je bila. Evo, videli ste primer telepatskega prenosa podatkov. Pa prek računalnika, tako da, in to naj v bistvu tudi že k naslednji knjigi pripelje, k Anthonyju Storru in njegovi knjigi The Dynamics of Creation. Aha, no, to je bilo pa pač tako, to je pa zdaj čisto strokovna stvar. Ne vem, kdo ve, jaz sem prevedel 25 knjig psihološkega področja, zdaj bo išla ena briljantna psihodiagnostika, no, to je tak klasično delo, zdaj totalno novo, ampak klasično delo. To je tudi moje remek dela, da sem mogel terminologijo pa vsega narediti. Ker vsak se je po Freudu, vsak je svojo šolo naredil, je imel svojo terminologijo, to ne priješ do konca. Prideš, ampak on so zelo dela. Skratka, tam sem kot človek, ki je imel neko rano globoko v svoji seksualnosti, globoko v svoji intimnosti, v svoji da je bil inhibiran, namesto da bi bil sproščeno bitje, sem se vedno ogibal psihologije. Ljudje, ki se naskrivaj zavedamo, da je nekaj z nami narobe, rečemo, da je psihologija en sam švingl. Lažna učenost. In tam sem pa pač našel preko, zaradi tega, ker sem se tam ukvarjal, da sem mogel magisterij narediti, sem pisal nekaj v angleščini in tako naprej. Grem v knjigarno in tam je bil oddel za kreativno pisanje in tam jaz najdem Dynamics of Creation in to je super naslov bil, no jaz nisem nič slutil, kaj me čakal, vzamem, to je pa Anthony Storr, ki je najboljših angleških avtorjev med psihiatri, se pravi. In za laike je znal prikazati vse te reči sjajno, pa tudi drugače bil mojster Winnicottov prijatelj, eden od teh objektnih relacionistov, kakršno sem danes tudi jaz pa. In berem in ta mi je človek, kdor je bral zdaj moje te knjige, teh dopisovanj z ljudmi v stiski, tistve, kakšen kategorijalen aparat uporabljam, to je objektno-relacijska teorija in to sem dobil tam noter. In ko sem to začel brati, pa še ena bila, Masks of Hate, nekega filozofa, ki jo imam še tudi doma, bo sem zdaj pozabil ime, tiste je napadal Jamesa Bonda, pa tako je po mojem tudi zelo upravičeno, čeprav danes sem noben imel nekega pomisleka. Takrat je pa recimo pokojni Jaša Zlobec plakate lepo, ko je doktor Nov prišel, pa Goldfinger v Ljubljano, pa so protestirali ti fantje. Moji sošolci, ki so se jim pa jaz smejil. Ampak so imeli prav. Ampak treba imeti elastično gledišče. Imeli so prav, ja, v kakšnem smislu, da je to bila svinarija, da je to eno poimeumljanje, pobebavljanje, poniževanje ženskosti in tako naprej. Objektivizacija ženske, kar predmet. Ker pa vendar vemo, da je ženska telo, ne pa predmet, ne. In takrat v bistvu si začel z samoraziskovanjem in predtem je bil Branko Gradišnik pisatelj in pripovednik v učbenikih, potem pa... To smo pa črtali. Slovenistke. Potem si se pa zelo zavestno odločil, da ne želiš več se ukvarjati s kakršnokoli obliko izmišljije. Kar je v bistvu za pisatelja precej radikalna, za književnika precej radikalna odločitev. Kako je prišlo do tega, kaj je imelo tvoje poznavanje psihologije? Danes sem bral Turgenjeva, ki je rekel o Nikolaju, se pravi starejšem bratu od Leva Nikolajeviča. Tolstoj je rekel, ta bi bil pravi pisatelj, ampak mu žal manjka hip, ki so potrebne, zato da postaneš pisatelj. V prvi vrsti ničemernosti. Moja odločitev je bila zaradi tega, ko sem jaz enkrat opazil, da sem blefer, da me ni, da sem votil, da je samo ta histerična podoba pa nekaj, da se hranim z nekim mlekom nekih nagrad, priznanj, da hodim tam na tisto cuzat vino, v neko to nova revija ali pa mladinska knjiga, ne, pa tako ne. Z vsega tega, to sem vse črtal, tako kot sem črtal kajenje, to sem eno leto pred alkoholom, potem sem črtal alkohol, sem črtal tudi laganje, ne bom si več lagal, ne bom se slepil. Imel sem srečo, to je bilo malo poznaj,
Poznej sem srečal enega Janeza Pahrnika, ki je imel deda, in ta ded je bil pa 90-ih izredno čil, bral vse živo, ampak bral je samo Zeitunge. Kadar sem mu kakšno knjigo prinesel, še mojo sem mu prinesel, mi je pravil, da Janez Pahrnik, to preber, to je pa tam moj prijatelj novi, veš, kako je to fajn. Poslušajte, ali res misli, da sem jaz toliko neumen, da bi šel brati nekaj, kar si en zmislil. In kdor mi pove argument proti temu, evo, kapa dol, da spet sem kantakci. Kdor mi pove argument, ker brati knjige zmišljene je tako, kada jaz gledam zdajle, evo, sem slišal, da blazno dobro lažete. Dajte mi malo lagati. A je isto, da grem knjiga, ta pa dobro piše, to je pa Marquez, Salman Rushdie, tako dobro se zmišljajo. Kaj imate od tega? Nič. Samo, da povem 90%, 95%, ti ljudje pišejo packarije, o katerih fantazirajo in se jih ne upajo uresničiti, namesto da bili serijski morilci, serijski posiljevalci in serijski zlorabljevalci žena, potem pišejo pa kao tej problematiki in to spravljajo od nas. Tako da mi ni bilo absolutno, čeprav ne sej zapisanje, to je bilo tako, veš, kad ti en da denar, pa že ne more spustiti, ne, bankovca, veš. Je trajal, recimo, mistifikcije so nastale, jaz sem 82, da njih upit, pisal sem najbolj 83, 84, išlo je, ne vem, 85, 85 najbolj. Tam imaš še take, to je bila knjiga, ki so vse rekli, to je oče metafikcije, ne? To je inovativno vse. V resnici je bila pa knjiga obračun z metafikcijo. Ne? Tam noter, kdo bere Temna reka, Neobjavljiva zgodba, to je vse, jaz se vedno postavim, da stran realnosti. Ampak nisem ga še znal. Jaz sem nekaj en odličen baklavar, ki ga je fotar naučil baklave delati, ded je tudi delal baklave in kaj čemo zdaj? Jaz še vedno moram delati baklave na en način, čeprav ne več zmišljam, kaj ne rečem. Tako je rekel Nušič za telegraf, ne? To je mačka, potegneš za rep, pa zamjavka, a veš, za rep potegneš v Beograd, pa zamjavka v Ljubljani. Pa sem rekel, ja, kaj pa brezžičen telegraf? Je rekel, je isto, samo brez mačke. Skratka, na nek način obsoja na pisanje, če si to prav... Ja, nič drugega nisem znal, nič drugega ne znam, saj bi že zdavni nehal, če bi mi kdo dal delo, ki bi mi bolj veselilo, pa ki bi mi prineslo stalne zajamčene dohodke, bi gotovo rad delal. Ampak nekaj, ja, ampak pizde mi ne dajo možnosti, jaz bi bil terapeut. Mislim, saj sem nekaj, samo oklic, samo zvani terapeut, mislim, da tudi sem zelo uspešen samo zvani terapeut. Ampak ne morem, prestar sem, ne, da bom zdaj šel 6 let specializacijo delati, pa da bom šel na sebe psihoanalizirati, kaj eno idiot, ko vem, da je idiot. Ampak namesto tega je raje se potem zgodilo samo analiza skozi pisanje, vrhunec tega je bila verjetno roka, voda, kamen. Ne, to je bilo pa tako. Jaz sem v 80-ih letih sem prišel do tega, da sem se končal tam nekaj leta 88, sem se odločil, da bom otroka pobral, pa da pobegnemo iz tega zelo malignega zakona. Pa nič slabega o moji ženi, ker sem vse prav tako o njej povem, pač ne, ni... Ona je bila glitko revca zaradi mene, na moj račun je tudi polna fasala, ne, veš, to ni... Dva ta brava sta se najdela, da sta stregla, da sta tešila napačne potrebe, ja, veš. To je tako, če si šonja, si izbereš šonja. Ne. In tako je bilo. In pol sem pa jaz pač nekaj začel, in res, to sem se pa jaz, to pa je, tle mi pa ni sledila. Če bi mi sledila 20%, jaz bi še vedno poročen z njim. Ampak mi ni sledila, ona je bila trmasta, ustrajala je tam, kjer je bila, in tam je tudi danes. In Bog je požegnil. Jaz sem pa šel naprej in ko sem šel naprej, sem se odločil, da bomo enkrat je bil ena scena, mi nismo imeli normalnega življenja, 6 let nisem znal govoril, razen kjer sem blokiral te maligne prenašanje teh malignih vzorcev na otroke, ne.
pa še to tudi ni šlo. Imate oba otroka, sta imela in imate še vedno kakšne težave, čeprav imajo vse. Kako je bilo to s pisanjem, Branko? Ja, pisal sem dnevnik, začel sem pisati. Bilo je tako, da sem jaz nekje toliko sebe osvobodil, da sem se, to je pa taka zgodba, se to piše v Rokah Valakana. Jaz sem imel silno potrebo, kot imamo vsi silno potrebo po bližini. Sam se je bojimo nekateri, schizoidni se je bojimo, avtisti se še bolj bojijo, schizofreniki še bolj bojijo. Potem so te mere, ampak si želimo, gonsko nas vleče, lahko se zaljubimo, so ljudje, ki se zaljubljajo vedno nadaljavo, so ljudje, ki so Don Juani, kjer ta problem intimnosti odpade zaradi tega, ker gre pol do naslednjega osvajanja. No, pri meni je bilo tako, da jaz že leta nisem pogledal ženski v oči. Zato se ne bi nekaj zgodilo. Ne moram vam povedati, kako luminozno je to, ta občutek, to je občutek, da ne moraš pogledati človek v oči, ker se bo zaljuboval, ali ga boš pofukal, ali ne vem kaj. Kaj se, to je bilo neizrečen strah. In tam nekje 86-87 sem toliko napredoval, da sem začel, ko sem se pogovarjal s kakšno posebno mlado lepo punco, sem začel čutiti pritisk nevidne roke, ki mi je legel na tilnik in me počasi potiskal naprej proti obrazu, kjer so besednice. Da jo nežno poljubim. Včasih tudi so besednika, dvakrat, trikrat se je zgodilo tudi moškega, da bi poljubim. To je bila ta potreba po bližini, to je čisto resno govorim. Vse smo, vseh je neki Pedra, sam znamo. Znate tradicijo. Jaz sem ostala povsem brez teksta v tej. In ne, to je tak, ne, da smo vsi Pedri, pa nač, kakaj, jaz nisem Pedar. Ja, pa če ti da 100 milijonov, pa 200 milijonov, pa nekje popusti, pa pride po Ata, ne, vsi smo Pedri, sam denarja ni. No. Ne, vi ste v drugem svetu, veš, to sploh ne poznate teh vicov. Jaz sem za vsak vic, ki so mi ga povedali v življenju, spominjam, kdo mi ga je povedal in kje sem ga slišal. In potem so vici veliko več vredni od literature. To kar povem, ker spomnite se, kje ste bili, ko ste odprli prvič Dostojevskega, Jakov, dvomim, da to ve. Ja. No, skratka, to je bilo. In potem sem jaz začel osvajati. Prej sem jaz denar dajal v Parižini. Jaz sem bil zvest ženi, 16 let. Moj problem je bil, da nisem bil nezvest. Jaz bi moral biti nezvest, ne? To govori v moj minus, jasno, da sem bil zvest. Jaz sem to bal, da niti nisem mogel še splot skočati. Pa enkrat tam v 86-87 mi je pomagal prijatelj Lado Hribar, to je moj najstarejši prijatelj, se pravi 55 let mi je prijatelj in je ves čas prijatelj. Nisem mu niti povedal, da je dosti. On ne bere. No? Ima avtorska agencija, že ve, zakaj ne bere. In je me povabil, da sem začel pa ne delati in tam sem delal smo in jaz sem v enem hipu šel en projekt, ki ga sam nisem zmogel in je bilo treba pripravnico dobiti. In takrat je bilo tako, da je država plačala 6 mesecev pripravništva. Pa smo odpustil pripravnico, pa smo pripravnico vzeli. Zelo pripravno. In tam se je pa javila ena Bernarda Solce. Mi smo tisto vzeli, malo smo imeli strokovno oceno. Hribar Lado je rekel, a si videl jamco tlele? No, tlele je noter spustiti. A veš, to so moški pogledati, da še jaz nekaj, kot so ženske med sabo pogovarjati, sem prepričana sama filozofija. Pa ko mi prijemo zraven pa, pa tista kozmetiko moramo še kupati jutaj. Ja, v resnici pa sama filozofija. Mi pa, a veš, mi pa sami, ja, tega stres noter ne boš videla, ni pa a veš. To je bilo po intervjuju za službo. Ko govorimo o zlorabljanju. No, jaz nisem nekaj načel, kako se spomnil, sem pogledal nokce pa to. No, potem pa je ta Bernarda moja ljuba žena, ki je najbolj znan literarni lik zadnjih najbolj 30 let, ne. V opusu Branka Gradišnika. Ja, no, pa to vsi poznajo, ne. Kamor gre, ona pove, ne. A veš, tak dan se zdi, vi se vse vejo, ne. Razno jamci, mislim, še koliko.
v Jamci, tle je imela koze nekaj, ne, pa ima tako, ne vem, če ima še, moram pogledati, ker mogoče ona tudi hod na kakšne take posege. Moram pa pogledati, jaz se ne spomnim. Pogledam tiste Jamce, ki je bila dražeča za moškega duha, veš, za libido. In pa so pa bila tako, ona je delala, jaz sem delal. In jaz sem bil še vedno preveč prestrašen, da bi jo zagrabil, pa tudi to se ne, niti se takrat ni dobro delal, niti, jaz sem se prodal takšen, kakor sem se lahko prodal. Prodal sem se tako kot živ, zanimiv šov, ki vsak dan presenil. In se je zaljubila, ne, 2 meseca je to trajalo, je bila zaljubljena, pa sem enkrat jaz tudi povedal, da sem zaljubljen in potem. Pa ona je imela še kup zavezanih problemov iz preteklosti, ne, to je bilo treba. In to smo odvezvali in to je pa Rokova na kam. In to je 3 dele in tukaj... Ampak tega nisem dal med 5 najpomembnejših, to je Ne. Ker avtor, ki govori o svojih knjigah, ni nič boljši od zdravnika, ki govori o svojih boleznih. Pravim, da so bile tu še mnoge ovire in pasti si mi napisal in predvsem največja, kako se ogniti narcizmu. Kaj ti napisati 1000 strani dolg roman o sebi in pričakovati, da ga bo kdo bral, je res prevzetnost. To je bilo tako, da jaz sem pisal romana, jaz sem pisal dnevnik, ta dnevnik je glomazen in nek način sem hotel, ker to je bila izkušnja mojega življenja, to je bila neverjetna izkušnja mojega življenja, kako se meni to odprl, jaz sem se živel, na kratko lahko rečem, da prej sem bil prestrašen, pol sem postal oklepajoč otroček nekaj časa, potem sem pa zarastel, pa postal normalen, se pravi, šel sem v schizoidni fazi, sem bil že prej, no, še prej sem bil paranoidna faza, ampak pol schizoidna, pol depresivnostna, ne, ta oklepajoči, nisem dal tej ženski diha. Ona je bila pa tudi pametna, da ona me je pa naučila živeti, ampak to me je naučila, ne govorim, da me je posla dala, se sem znal, jaz funkcioniral sem že, ne, ampak me je eksistencialna me je naučila, tako da, ko sem bil tečen, se je odmaknila. Bila je možnost, da jo zgubim, če se ne spremeni, jaz sem se moral spremeniti, da jo ne bi zgubil. To je bila vsa zgodba. In potem po enem hipu je bilo tako, to je trajalo, snubljenje, osvajanje, vse so spala, sva živela ste pa tako. To je bila vojna na 2 frontah, razumete? Vojna na 2 frontah. Ona je imela prejšnje fronte še. In borba, totalna borba. In potem enem hipu sem jaz rekel, zaprosil sem jo že 5-tič. Imel že 5 zaročnih prstanov. Nosil na mizincu. In sem rekel, v enem hipu sem postal pa tak, sem rekel, ne morem dodaš več, da sem rekel, pa ne ima svoj življenje, ne ima super je to, prvočni, ni problema, lahko greva na rako. Nisem je bil si, enako sem je, ljubo sem jo, enako se veš. Če sem koga imel red v življenju, da sem je. Ampak lahko bi imela popolno svobodo. Pri meni ali pa ne pri meni, vse je bilo prav. In v tistem hipu mi je pa padla, kot zrela hruška. V tistem hipu ga je začutila, ker sem jaz pokončno postal pa... Ja, ker sem jaz postal ta prav dec. Se mi je pa prepustila. In bilo je pa to tako, da vam pa še to povem, da jaz sem ji obljubil leta 91, da je ne bom prosil za roko več. Da ne bom presenečil s temi dilemami, ne, s temi pritiski. In je nisem. No, obljubil sem do konca leta, ja, da ne bom. In 5 minut po v novem letu sem jo zaprosil. Ja, in ona je rekla, ona ni nič odgovorila, nič ne odgovorila. In jaz nisem nič več rekel, jaz sem samo enkrat rekel, nisem jo več prstala. 7. januarja sem je rojsten dan, ne vem, kako so jo preživela, v postelj sem na nej, jo pela do nebes, dol, do nebes, dol, in ko se je kot dober pilot, moraš to narediti nekajkrat, looping. In na enem hipu ona reče, ja. Pri vseh drugih krikih, kako je to zbjela, reče, ja. In jaz sem vedel, da mi je odgovorila. In
Je bilo res, ja, je bil po 7 knjih. In sreča traja še? Sreča traja, sreča je taka, da je res, da je svinarija, tako sem rojen, nimam vojne, nimam potresa v življenju, razumeš. Vsi moji so živi, jaz ne razumem, to je taka anomalija, taka aberacija življenjska, da je to grozno, ampak sreča je pa polna. Lahko je še eno, ki je veliko boljš kot v literaturi. Kdor je za to, da prepoduješ še kaj v življenju, ne dvigne roko. Ena, dva, samo. Kdor je pa za to, da govorim o Balzacu, pa ne dvigne roko. Ker to je Balzac pravi. No, kako sem enkrat je sprejela, že bolj na začetku je sprejela prstan. To je bil moja najbližja prejšnja oseba prstan, zakonski, ki ga nisem nosil nikoli. In sem ga ukradil doma iz nekega sefa, ker ga je bivša žena imela, in sem ga nesel tej. In mava prstan, iz tega prstana mava poročna prstana, dva, narejen, ki pa jaz ne nosim svojega. Tolk pa se tudi ne dam, ne? Da bom šel v okovi. In mi dan tist prstan. Nekaj sva se spičkila, od 3-4 dni zatem, na Medvedovi sva imela pisarno, in ona mi vrne prstan. In jaz ga vzamem, in ga tako elegantno, z ena roka, tako ona ga dala, si kaj ni problema. In ga z druga povržem čez oken, iz drugega štuka, to je bilo nasproti kina Soča, Sloga, Soča, Mojca, Pionir. Tako sem se mislil, ne vem, če bi, ne, Pionir je bil In vržem dol, to je bilo recimo 9, pol 10 pride Lev Detela, ima 2 uri glasen pogovor, Lev Detela gleda mojo asistentko. Prav poslušajte, krasno žensko bitje. Krasno žensko bitje, ja. Pol pride Radek Krstič, z njim neki najde en moj pisem od mojega sfotrnka, so se si pisma dopisovala. Nekaj tam prebere, tisto mi ni bilo všeč. No, ampak se spomnim celega dneva, ne, kako gre. Bernarda je, mislim, da ona je ob 11 šla, potem je pa rekel Lev za tisti komentar, kakšno krasno bitje, pa tako ne, pa mislim, da je to krasno dekle, pa tako nekak je želel, tako se je čutil, ne, če ni pa vedel naš doma, kaj je med sabo. In traja dan do 2 in ob 2 jaz zaključim, končno Krstič grem dol in jaz grem dol in za hec pogledam in sonce, ki sije od Rožnika proti pivovarni Unijo s takim zimskim žarkom, a veš, ker je bilo to nizko, po pol 3, posvet pod en avto in tam se sveti prstan. In nišče ga ni zelo, jaz vzamem prstan, začel sta bila pa zmenjena pri Liviju Filipoviču, Dakotu, Liviju Filipoviču, prijatelju, ki je na Nizozemskem, na praznovanju njegovega rojstnega dneva. Prideva kot, imela sva pa odlično odnos, torej, tudi če so se spičila, je bilo naslednji, čez 1 uro, kot da nič ni huda, ne. Bilo, ne, nobenih zamer ni bilo, ne, veste. In jaz imam prstan v žepu. Se zabavamo, spomnim se, da je bila krasna zabava, šli smo se čutrej in vagončki ropotaja, ne, če to poznate, če ne poznate, nas zdaj povem, ker lahko vsi to uporabite na svojih rojstnih, zdaj boste imeli nov let. To je tako, da 2 se zmenita, zakaj gre. Gresta ven in gre tako, da 2 zbereta tretja in potem gre vagončki ropotaja, se ustavijo in prvi da poljub drugemu, drugi se obrne, ta tretji, ki je nepoučen, misli, da bo poljub, pa dobi. In to se zgodi v posebnem prostoru. Potem se vsi 3 vrnejo, 4 zberejo, ga odpelajo, in vsak, ki dobi, se takoj spomnim, da bo naslednjega lahko daril in blazno uživa. Veš, in tako na konci, ki je 20, se spomnim enega, da sem enega 2-metrskega mogel samo predvsej udariti, da se je poznal. No, in vse fajn smo se zabavali in zmanjka elektrike. Alkohola. Manjka alkohola. Nikoli ne smeš, zato si se tokrat mogla
razvezati, ker si dokončevala stavke moških. No, in rečejo, daj pet, Jagoda je še odprta, to je bila ena sršičana, pa vzemite še kaj za tako sladkarija, ki ni bilo sladkarija, jaz grem ta, nabavimo nekaj, na pumpi nabavimo nekaj pire, nekaj, pa gremo v Jagodo in so imeli neverjeten, kakšen standard je bil v tej stari Jugoslaviji, starega, ne, je bila že nova in je imel grijote bombone. Noro. In jaz rečem, Livi, dej, a imaš nožek? Imel nožek? Odprem grijote bombon, odrežem dno, izvlečem ven, dam prsta noter, zapopam, obližem, da se ni več poznal, zalepam ga popolnoma in potem pridemo nazaj in potem jaz uporabljam, jaz se včasih s čarovništvom ukvarjal, naredim tako imenovano čarovnikovo izbiro. To pomeni, da jaz ponujam, ljudje mislijo, da dobivajo, da sami zbirajo, kaj hočejo, ampak v resnici ne zbirajo čisto sami, ampak jaz podtaknem, oziroma vsaj tisti ta zadnji moment, s katerim je prišel dober, da je bil ta pravi, ono vzame, odpre, vzame usta, malo je in si zlomi zob. Ne, in si me zlomi zob, tipa, vzame, zliže, nič ne reče, natakne na roko in tako je spet dobila. Sprejela nazaj ta prst. No, čudovito. Kaj se mi treba zmišljati? In še 997 podobnih strani tega. Ja, to je bilo samo tudi dnevnik. Jaz sem pa pol ta dnevnik, izkazal se, ta dnevnik je nekaj čist neverjetno. To je taka groba sila. Vse je pisan, bilo skrajno resnično, skrajno surovost je tudi do mene. In sta bila dva človeka, ki sta to brala, jaz sem se jokal, se krohotal, se spet jokal, me trese, tako so pravili, pa nisem dal vsega, ampak tist, kar je bilo. In jaz vedel, da moral to objaviti. Ampak ni šlo, recimo, ko sem dal Alešu Bergeliču, ko je prišel do točke, kjer je prvo pismo, ki ga jaz z očetom si izmenjal. Ne bom tujih pisem bral, to je čisto odpadlo, je bilo proti principom slovenskega uredništva, da bi lahko kaj takega prišlo, razen v zbranih delih v odzadih v opombah, nekoč. No, pa so ga krasno pisali, to so najboljše, moram sam knjigo tega, kar so si z očetom dopisovala, so se imela gotovo strašno rada, ampak znala so si pa udarjati take močne udarci. No, sjajen šok. Skratka, bolj sem iz tistega, sem enkrat dobil eno dovoljenje, kako bi lahko dovoljenje, to pomeni, sem dobil vse to tudi opisujemo, enem spremnem tekstu, pravljica ali pratika, kako sem enkrat laufal in sem imel en tak napad, najbolj ene epilepsije, mehne ali pa ne vem, še zdaj ne vem, ali pa kar neke vrste migrena, neke te migrene sem pa dobival od tistega posega, ki sem mi ga tle delal. In to je moja bivša toliko zamerila, kada pa se jaz imel migrena, je ona popizdila, zato ker je povezala to s tistim, ne. Jaz niti nisem. No, se je izkazali leta zatem, ne, da mi to zamer, ne, da jaz z migreno jo spominjam na tist kazarc. Pa sem pa pač to objavil, no, ampak sem imel kar neke dvome, ne, takrat sem nekaj pa, nisem imel nekaj dvome. 3 mesece sem kot blazen, blog sem pisal, nak sem se fotografiral, vse sem naredil za to knjigo. Knjiga je genialna. Knjiga je genialna. Ne me zajebati, nobenega smeha. Knjiga je genialna. Feministke, slovenske feministke, pičke, so jo zjebale do konca, to je bilo neusmiljeno. Mateja Hraster je prva, psihiatrova hči, papa. Psihiatrova hči in slovenistka, papa. In so propadli, zato ker je nemogoče, ne more slovenska feministična kritika prevesti knjige, v katerih se na koncu ženska prepusti moškemu, kako? Namest, da mu jajce odrezala, to je nekaj narobe. No in, ampak ne glede na to, takrat sem doživel 2 udarca. Ed je bil to, da sem gotov, da so Japonci od leta 1910-1916, to je eno drugo njihovo obdobje, obdobje druge prenove, so pisali neko obliko tazga romana, ki se je imenovala Šišo Secu,
in v katerem so avtorji opisovali natanko tako kot jaz svoje življenje s tem, da so iz obzirnosti do drugih ljudi sem pa kakšne stvari izrezali. Jaz sem tudi mogel, ne samo iz obzirnosti, ampak tudi iz strahu pred kakšnimi ljudmi, ker so bili ljudje, ki noter nastopajo, ki bi me lahko ubili. Zlahka, oziroma dal ubiti, zlahka. Tako da sem se moral tudi zabarvati eno kopijo tako, kjer imam pač na varnem mestu, kjer pride ven z vsemi umazanimi podrobnostmi od teh ljudi, če bi se meni kaj zgodili. Tako naprej. In to je čisto resno, to ni zdaj moja paranoidna faza, ampak to je čisto resno govoriti. No, v glavnem, to je bil prvo problem, ker težko je odkrivati Ameriko, če so že na Japonskem odkrili. In drugi problem je bil potem, ko sem pol Brodkija prevajal, oziroma sem 2016 začel Brodkija prevajati. In to je bil en človek, ki je tudi pisal vse. Knjigo zgodbe. Ja, točno. In ta je potem, to se je kar, on je skozi obljubil veliki roman, vsi so čakali, pa prišel je en roman, ki je bil čisto za nič, 900 strani, ali je bil čisto za nič. In potem je pa umrl od Ajca. Ampak še preden umrl Ajca je še v New Yorkerju napisal 2 eseje o Ajcu o tem in so ga skritizirali, da se prodaja, da profanira svojo bolezen na račun tega, da bo pač neki soldov pa neki kritične odmevov dobil in tako naprej. In takrat sem jaz rekel, Peti, če ni to res nekaj narobe z mano. In potem sem dal to fazo čez in ne vem, imam sicer napisan take knjige naših dni se imenuje, imamo vseh svojih družinskih članih, ima take dnevnike urejene, ampak to bom njim dal pač vsako posebej, da jo imeli, če jo hoteli bojo objavljali, če jo hoteli bojo samo brali, ampak v glavnem so že rekli, da ne more niti brati, ker preveč groze, preveč psihično zahtev, preveč groze, veš, ko bereš, če si s tem 20 let, da bi bral, kako je bilo, ko si bil 2 let star, ni hecni. In Brodki je bil torej tudi eden izmed pomembnih vplivov. Ja, da je to nekaj narobe z mano. Da si se zamislil na tem, da ima to samo raziskovanje lahko tudi... Neki narcisoistično ego tripaško primes. Ja. Zdaj sem napisal eno knjigo, ampak... Evolucija za rejce ljubiteljev malih živali, bomo te še kaj rekla? To izide pri Cankarjevi založbi, spomladi. Ja, aprila. To pa je? In o čem lahko bomo brali v tej knjigi? To pa je, če sem nekoč metafikcijo pisal, to pa je zdaj demistifikcionalizacijska knjiga. Se pravi, nekoč je bil dekonstruktivizem, to je rekonstruktivizem. Noter je 30 tekstov, ti teksti so urejeni po enem evolucijskem principu, to pomeni v vsakem tekstu nastopa ena živalska vrsta. In to so bili teksti, ki so nastali skozi vse življenje. Nič jih nisem se pustil diktatu narativnega smisla jebati. To pomeni Gradišniku, ker ga je noter skače iztaknen iz časa, enkrat je starček, na naslednjih straneh je mlad. To je nekaj podobnega, zdaj berem Montagneve eseje. On je pisal to. In to se je zdelo, ne da bi Montaigne poznal, no, ampak dejansko ne poznam nekaj drugega. On je 1572 nekaj začel pisati, ne? Pa tisto odložil, pa 6 let zatem prišel, pa 20 let zatem prišel, pa je še nekaj napisal, ne? In pišel, eno odstavko je on star, veš, 30 let, pa 50 let star, pa tako, nekaj podobno imam jaz. Recimo, enkrat sem imel eno zgodbo, to so tudi moji obračuni z mojimi zablodami. Se pravi, imam recimo Miši ponedeljke tekst, v katerem imam najprej objavljen tisto Mišjo nedeljo, ki so jo vsi tako nagrajevali in hvalili in prevajali in vse, pa imam pa povedal, kaj se je res zgodilo. Ne, kaj si je gospod pisatelj dovolil zmisliti, ampak kaj se je res zgodilo z Miško. Tako, da gre od virusov, čase sloni, kdo bral slonje, a kdo bere dnevnik objektiv? Slonje pokopališče, ki sem zadnjič objavil, kdo bral? Ja, noben bi igno roko. Saj sem vam 3 razdelil prej scenarij, pa povedal, da morate dvigati roko v tem No, končal sem sloni, čeprav bi se mogel, jaz sem vzel Smolika, živalski svet, pa sem šel, a veš, kakor ima on
stratifikacijo, to, kako ima on urejen, tako sem jaz šel, tako da imam pač te mrgolezne živali prej, in drugače pa v drugem delu je pa knjiga bolj prijetna, ko so to mačke, pa psi, pa tako, pa je lušten, pa konji, ne. Razen, da so konji tudi tuni v zatoku, kjer jih je mutiliral, ne. Tako da ni vse lušten, ene stvari so prisrčne, pa bila se končajo smrtjo, ne. Kar pa tudi ni, ne, da lahko mislim, da je kakšen problem. Ker ko smo, če je smrt, da ni več nas. In ko pa smo mi, pa ni še smrti. To se mi zdi taka lepa misel za konc, ki zaključi zdaj ta pregled življenja, pregled knjig. Torej, če jih ponovim, Žerom Klapka Žerom, Trije možje v čovnu, da o psu niti ne govorimo, v mladega Branka Gradišnika, s katero Branko izbere humor. To je zdaj utrjevanje snovi. Tako, ja. Potem Fjodor Mihajlović Dostojevski, Zapiski iz podpodja, pri 14 letih Janez Rugel, Dolga pot, vrnitev alkoholika in njegove družine v ustvarjalno življenje. Ja. Potem skok v Anglijo, kjer se... Ne, tisti ni bilo pri 14, Rugel je bil pri 30. Ja, ne, to je leta 81 in potem... Pri 14 je bil Guillaume Apollinaire. Tudi, okej. Mladi Don Juan. In potem v Angliji Anthony Storr, The Dynamics of Creation, ki potem pripelje tudi do kasnejšega ustvarjalnih zanimanja za psihologijo in pa potem Harold Brodke zgodbe kot primer. Največji problem je problem, zakaj jaz pišem, ne? Vse se je nekaj dobro, pa klava, ampak tukaj ne gre za to. Schizoidni ljudje pišemo za eno silno nujo, da bi se notranje izrazili. Mi nimamo dobrih stika z okolico. Jaz recimo v mesto ne govorim, ne? To ti veliko pove. Zato, ker kot introvert je vse preveč tih zvokov, pa to, da čisto ničijo tega lučke, pa to ni dobro. Zato nismo hodili na ples, ne zato, ker se bali punce, ampak kratko vrlo muska prehuda, pa tako naprej, veš. Pa se pa plesati ne naučiš, pa imaš pa en minus, ne. To hočem reči. Skozi je boj, da se notranje izraziš. Silno potrebo imajo, schizoidni imamo, silno potrebo, da se avtentično notranje izraziš. Se pravi, moje pisanje je nenehna vaja, iskanje, način, kako bi se lahko isto kot Lojze. Ne? Isto kot Lojze. Sam Lojze je napisal, da vam povem, v ključih mesta je ena zgodba, ki se je Ljuba umazana na Ljubljana in tista zgodba pripoveduje dveh starih ženskah, ko gresta na grad, pa tam jesta sin žemlje s sirom in tisti je najboljša slovenska stvar, ki je bila napisana in ni nič v Lojzetu noter. In tako da, mogoče je on polom, mogoče on bi bil boljši, če bi si izmišljal o teh starih ženskah, pa naprej. To so čisto neverjetne stvari. Ampak dobro, v glavnem, ta potreba po notranjem izražanju je zdaj končno prišla do tega, da znam pisati kot ob tabornem ognju. Leta 92 sem to Marjeti Novak Kajzer napovedal, da bom delal, to je en intervju, kjer je ona rekla, jaz sem rekel, vse imam samo 10 ljudi, ki me bere, ampak tistih pa nekako ne moš pustiti, ker to je tako, nekaj moš spet napisati, ker tam je eni ljudje, ki čakajo, ker nekaj si premaknil. Rekla, pa to gre že sfera prijateljstva. Rekla si, ker točno, gre za to, da si obtavljamo, da si kot vrač, ali pa kot človek je prišel z tujega kraja, pa pregleduješ, kako je tam, unite da poslušati. To, kar smo danes delali, ker to je bil pogovor obtavljamo. Tako. Hvala za ta pogovor ob tabornem ognju in za ta čas, Branko Gradišnik. Hvala vsem vam, ki ste bili z nami ob tabornem ognju. Čez prihodnji mesec bo atmosfera ob tabornem ognju drugačna. Z nami bo Blažka Milar Pograjc. Poznamo jo kot voditeljico, prevajalko, profesorico portugalščine, peljala nas bo skozi svoje svetove, popotovanja, tako da raznoliki ljudje beremo in o tem pripovedujemo in se o tem učimo, kdo smo. Hvala, Branko, še enkrat in vse lepo.